se ga jaz tole slišim. Slišim se. A bi si asistenta poklical? Bi ga mogel, ne? Ja. Zato ga pa nam klical. Tonskega nimamo, sam asistenta pa imamo. Zato se pa nas podobga klicati, no. Sekujo že ful mesecev, ne vem, kdaj nazadnje je bil sploh tle. Kaj pa lahko tudi sam naredim. Ja. Bela cesta. Se si inženir multimedije. To pa sem. To pa sem, inženir pa sem. Generacija boh ve koliko. A ti si bil ful zgodna generacija, ne? Meni se zdi. Pionir. Pionir, ja. Zna biti. Ja. Če smo, že mi smo bili zelo zgodna, sam nismo bili prva ali pa druga. Back in the good old days. Ko smo bili še mladi. Ko smo bili še mladi. Kaj vidva, niste več, kaj? Mislim, ja, ne. To ja, ko smo bili mladi tudi ne samo v srcu. Skratka, ko smo bili bližji 27 kot zdaj. Ker zdaj smo delka 27, ja, no, smo. Ja, a smo? Ne, nismo, ampak... Nismo še tam, ne. Dobro, ajde, ne. Zombi apokalipsa smo preživeli ali ne vemo. Ne vemo še. Mogoče govorimo zdaj z groba in smo zombi, definitivno. Ali so nas pa zombi pojedli? Ja. No, če so nas pa... A zombije pokopljajo? Mislim, zažgejo jih ponavadi. Aha, no. A grejo pa na avtocesto. Mislim, kugarkoli, ne. Pač, zombija moraš pokončati z strelom ali z nečim ostrim v možgane. Pa. A je tudi drugačka Drakule? To je drugačka Drakula. Ja, ni isto. Ni glogov. Ne. Nobenega česna ne rabiš za zombi. Ne. Tako da če se zdaj odgajna še koga drugega, kot Drakule. Tako če se zdaj v avtu s česnom v kolore, to ni treba. Druge pošasti. Ja, to so druge pošasti. Čeprav tudi so to, mislim, to sem pa... Različne knjige pa so se tudi z tega norca delali že. Da tudi pa križi pa to proti vampirjem tudi ne pomaga. Pa tako. Ne. Se pravi, to so pač različni pristopi k temu. Ne. Mislim, holistični pristop. Ja, mislim, veš, da imaš vse to zabo v avtu. Da edina stvar, ki je pomaga, ne, je glog ali pa srebro. Tudi ba je, ne. Ampak se pravi, to je odvisno od avtorja knjige. No. Ali je zanimivo, da zdi, glede na to, da on bi najraje imel matrico ali pa robote, da ful ve Ne, zombiji so mi, čeprav si rekel, da zombiji so ti bliz. Ja, zombiji. A se imaš stripe do Walking Dead imam kar zajedno kolekcijo. Je fajn. Je za prebrati, no, mislim. Bom si enkrat sposodil. Je pa vrnil, ker te sposojenje. Še zmeraj ne vem, kje je moj ultimativni štoparski vodnik po galaksiji. Tako da, dragi poslušalec ali poslušalka, če sem ga te posodil, pa če je posvetilo, ki je v njemu za moj 21. rojstni dan oziroma 42 polovic, ker se mislim, da pošalil moj bratranc Mare, ga lahko pošleš na isti naslov kakor razglednice. Ali pa daš osebno. Ne, če pač ne. Mogoče ne bi se konfrontirali. Anonimno. Ja, pošleš na se zgodi. Brnčičevo 41G. Zdaj se v naslov menil, ne? Ne, še do konca leta smo še tle. Tako da do konca, veš kaj, ko bo konc leta, bo veliki bazen kartic pa to. Vse, če ne bojo pa forwardirali. En naš poslušalc in podpornik Blaž so hotel malo v tačico, a veš, zavid, pa nisem mogel. V glavnem je poročil, da mislim, vprašal, smo dobili kartico, pa očitno Hrvaška pošta res tako dobro dela, kakor smo napovedovali v eni od prejšnjih epizod. A je poslal, kaj? Ja, ampak še ni prišla, tako da, a veš, jaz mislim, da bo res za bazen pol decembra enkrat, ko pride. Ali pa da niso oni, ki so naši dobili gor, da so rekli, pa? Klet, ne, to ni zambenga. In v smeti. Pa se poslušajo, valjda. Zanče enkrat je bilo, kulje moram prenesti, je bela cesta zmeri pozvala. Vse smo kulje dobili od vala, smo kulje dobili od vala. Ti se bilo pa več na viziji,
Ja, ne, valjda se. Ne, se to recept. Zato sem jaz predvideval, da oni vejo, ko so dobili kulje od vala. To je res, to je res. Jahte ni bilo, tako da mislim, Keret Stomič. Upam, da naslednjič bo, ne? Ja, ali saj vabilo na jahto, če že ne jahta. Ali pa saj gumijast čovn, če že ne. Treba, da je jahta. No. Tudi lahko. Ali pa vabilo. Tako da ja, no, jaz pričakujem še zmeraj v meni tli upanje, da bo res teh kartic ful. Vsaj ena vemo, ne, da bi mogla biti. Tako da, pač bomo najeli storste. Ja, pa se to bo z celega sveta, veš, da če že z Hrvaške toliko cajta hotne. Veš, kje je šele Severna Karolina ali pa seveda. Ali pa Hamburg, Afrika, pa Južna Afrika. To preden pride. To bojo mogli nov poštno krilo odprtem dol v Murglah. Jaz sem res. Doštukaval. Tako. Ja. Kva pol? Ne vem. Koliko smo zdaj delač? A moraš ti objaviti spet cifro? Moraš povedati. Ja, danes smo pa res hitri. Danes je pa tako kot čas, ker smo v 5 minutah že vse... Smo se že vse zmenili. Smo se že vse zmenili, od zombijev pa to. Ja. Ampak dajmo še malo govoriti, ker moram jaz še najdeti. Kje si? Ja, tle sem. Si najdel. Nisi najdel. Najdel sem epizodo 177, pa treba pa scrollati do gor. A ja, pa mora res nazaj. Ja, pozabil sem prekopirati od prejšnjega tedna. Se zgodi. Mislim, scenarist, šamar sam sebi. Ja. Tako da ja. Ja, vidiš, pa je že 6. Avizo! Zdravo, štoparke in štopari. To je podcast, opravičujem se za vse nevšečnosti. A fakt, zdaj nimaš. Ja, mi smo pa še zvedno Aljo, Peli in Zi. Hvala za vaš čas, ki ga preživite z nami. In hvala za podporo in kartice. In zdaj pa gremo pogledat, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Ja, v prejšnji epizodi... Najstnice in zopet najstnice. Artur je imel spoznavni... In očetje, najstnice in očetje. Ja, starševstvo in... Ja, v bistvu se je soočil s vso težo starševstva. Zadela ga je kot starševstvo z jasnega. Dobesedno. Ja. Ja, pa se, a tebe ni, recimo? Isto. Ne, mislim, sam, da, minus tega, da je najstnica prišla pred tebe. Minus to, pa da sem 10 mesecev nekako vedel. Mislim, si vedel, ampak pol na koncu, ko se zgodi, je še zmeraj nisem živel. Ja, no, se to sem. To sem mislil, da sem jaz edini, ki sem to. Ker si bil na jasnem, ti je bilo vse jasno. Ne, sem mislil, da sem edini, ki mi pol ni bilo nič jasno. Ne. Mislim, da sem še celo v šolo za starše, ki je bila super. Ja. Ker drugač bi bil pa še bolj zmeden. Unga stavka ne bom nikoli pozabil, kaj je rekel, da se ne smemo mi prilagoditi otroku, ampak da se mora otrok prilagoditi nam. Da je življenje otrok ne spremeni, ne drugače tako življenje. Lej, nekaj tazga mora reči. Mislim, da je imela prav, sam to je v teoriji ful lažje reči, tako v praksi narediti. Nekaj pa mora reči, ne bi vsi spizel tam. Jaz sem nimaš več kam. Tam nimaš več kam. Tam že ne bo. Lahko tudi ko jaz. V kakšni pesmi pa če greš, ne. Mislim, da ni bilo, kar sem jaz tudi bil, ni bilo benga, kaj bi lahko, lahko bi spizdil. No, vse to mislim, ne. Lahko greš, da se pol v tebi pesmi pojo, ampak pač, ne vem, če glih, Rečeš, pol otroka zajebeš. Naredil sem, kar je bilo treba. Od zdaj naprej pa nekdo drug otroka zajebe. Jaz biološko sem zrihtel, zdaj pa kva. Kraljivo seme dal. Po kruh grem. Po kruh grem pa na Šrilanko. Po kruh pa po mlek. Koj nazaj, samo malo. V ribarnico.
Sobotna, dan za ribe, zihar je en, sam ne vem, petek. Petek je dan za Seveda je petek dan za Ja, pozabil sem, ker nisem to kristjana. Krščanskem izročilu. Petek je dan. Nisem to kristjana. Pa ribarski lobby je to zrihta. Mislim, vedno smo hodili na Osličo, sam smo hodili zaradi, mislim, jaz sem hodil zaradi drugih tvari. Zaradi krompirjeve solate. Ne, pera. Ampak je bila pa tudi krompirjeva solata dobra. V Ruskem carju ima je dobra. Ja, sam na zadnje, ki smo bili. Mislim, že dolgo nismo bili. Verjetno so se že 4 najemniki tudi zamenjali. Pa ne, to ima kar skostel, familija. Carovska familija. Ki se neč pravzaprav ne menam. Kje smo bili zdaj? Staršo so pa to, Madonna, kam priješ hitro v ruskega carja. Pa ribe pa to. Vzore noče. Kamor sem prvič pelil otroka, ni šel na pera, ampak je še z nami na kosil. Ne, je pa sodelavc Matjaž mu predstavil Minecraft. In je potrdil, da je Minecraft res dobra igrica, in smo ga naložili in kupili takrat. In je tam še zdaj, tako da je že nekaj let pasalo. Dobra investicija. Ja, tako reče. To je bilo v prejšnji epizodi. Minus Minecraft. No, to starševstvo pa to, če se hoče reči. Tako. Zdaj pa opozorilo za Kvarnik. Sem bi se mogel zdaj reči, ko smo začeli s poglavjem. Ja. Ampak ne, merimo od introta, smo rekli. To našteje. Zdaj, če še 4 minute dodamo, zbudramo, pa je to, kaj je to bonus. Podaljški so, kaj Slavko glihi spoha, je to sodnikov podaljšek. Tako da zdaj pa pejmo v ne vem, kjer že del 15. poglavja 5. knjige, trilogije v 4 delih. Ki si še ne veš, Štoparski vodnik po galaksiji. Random je rekla, že drugič, kaj je to, medtem, ko je imel Artur te svoje. Ne? In pol je poštekel, da v bistvu ga nekaj sprašuje in da sploh ni opazil in da ni prepoznal sploh glasu, ker je bila pač... Čisto normalen je bil. Čisto normalen je bil, ja. To ga je malo presenetilo. Ker prej je bil običajen, očitajoče divji ton, zdaj pa to čisto normalno rekla. In sedela je tam na pručki in je v bistvu je v kotu sobe zdela in Artur je prišel. Una nihajoča razpoloženja imela vas cajt. Ja. Artur je to je bilo dobro, ne. Da je imela te pač izbruhe, pa samo pomilovanje, pa pa tret, pa črni obup, pa ne vem kva, pa vse, nasilje od vsem okoli sebe. Ampak je pa tudi zahtevala, da jo peljejo v električni klub, kar me je ful zanimalo, kaj je in pol bomo zvedeli, kaj bo. Ampak na Lamueli jih niso poznali teh električnih klubov, ne. Velika težava je, če nimaš elektrike. Ja, malo težko greš niso v električni poznali klub. nobenih klubov, sam slab, kjer so se umivali, kako je bil pa kovačnica, pa pekarna, pa sendvičarna. Pa sendviči so bili, to je bilo to, ki jih je on pač kot poslanec Boga Pa zrihtal. vodnak, v bistvu vodnak je bil višek lamuelske tehnologije, ne. Veš, to je bil škripec, pa upam, da so imeli sladkega, ne vem, kakšnega so imeli, ampak se predstavljam, da so pač... Da je bila veš, to je bila včasih tehnologija, ne, v resnici. Ja, seveda. To, ki je bilo, za en vodnak, pa za... Pa voz, ne. Pa za voz, Voz pa, ja. voz je bil že... plug. Kolo je bil, ne. Pa plug, pa take stvari. Ne vem, če so imeli na Laumeli, no. Ja, ne vem, če je bilo na Laumeli. Ne, vozove so imeli, ne. Ja, sam Kaj nekaj vozov in vodnjak. Ampak v plugu pa ni umenjenih, tako da so še kar na roko. Mislim, če kako se bo govedel, čisto navadno. Pa kako recimo kruh, ne, se mogli zažito, ne, pa tako. Neki so mogli imeti, ja. Tako da bi rekel, da plug je bil, ali pa pač so to na roko delali, tudi lahko. Tikca pa gremo. Tudi možno, ja. Ona pa je imela neke tehnike, ne? Ja, ona pa je imela samo parpalala, Ana. Ja, ful hud, kar na zapestju, ne. Flex O-Panel. Ja. Kirurško vsajen, v bistvu telefon bi šel rekel, ali kva. Kaj imel, ne, tudi display. Ja, iPad ali
ene sorte. Vsega. ETA TV je lovila, ne? Zdaj ne vem, ali se je to projiciralo, tako kot v Star Warsih. Ne, telefon, ne, pač na roki. Ne vem, zdaj. Ja, ker so vsi hodili k njej gledati. Ne, se pravi, če bi ona pol, bi verjetno lahko kam na kakšno steno projicirala. Ja, to pač avtor ne poroča kako, ampak očitno je bilo dosti velika atrakcija. Ne? Ampak ona ni marala tistega gledati, ker je pač prinašal novice o materi, ki se po nekem čudnem naključju tiste vojne ni bilo, ki so jo... Ja. To je tako, kot z unim mlekam, ne? Sam po mlek s kruhom. Ja, Trillian je izvedla sam po mlek s kruhom. To je bil njen v bistvu verzija. Moram delati. Grem sem delati, veš, vojna pa to. Čist je narobe vse. Sam nekaj je bilo narobe z obveščevalno, ampak vsi vemo, da je Trillian to že vedela, zato ker je vedela ona v prihodnost. Čas pa to. Čas pa to, ker ona zdaj šeta pa to. Tako da je ne. Vmes je bilo pa še obilje dogodivščin, kjer so se neke razkošne vesoljske ladje razletavale ena z drugo v medsebojnih spopadih in to je bilo pa za vaščane najjače. Ja, ker so pri njej gledali, ker v bistvu oni so te vesoljske ladje poznali samo to, ki je Artur prletu, ne? Pa pol, kar jim je ta star povedal, ne? Bargi je imel. On je imel... Bargi ima svojo teorijo. Neke teorije, nekemu je pol ta druga vesoljska vse skupaj malo pokvarila. Pol pa vseh teh maljavžen mu je pa čist. In pol je ugotovo, ta je bila lepa, da je bila random poslana kot preizkus njegove vere, če ne tudi potrpežljivosti. Se veš, kako je, zmeram te preizkuša. Veliki Bob, vedno mere. Vedno skuša, vedno te skuša veliki Bob. Ful ni bil veselno, ker je bilo toliko vesoljskih ladij in res ni mogel zmanjkati štori, ker ne moreš jih, če imaš ti v bistvu tekmovanje v razfokavanju vesoljskih ladij na tem flexu ne gre, ne moreš. Mislim, težko razložiš pa, ker že prej sem razložil, zakaj to pa se hitro kaj zaštrikaš. Pa očitno ni bil tako dober, kot smo rekli, kaj on iz živalske farme, kaj je bil mojster PR-a, kaj je v zapovedi zmer tako obračal, da je še zmer držal. Zmeram je pil vodo. Bargi ni bil veščo. Začetki. Kot mesija je bil kar v redu, sam kot PR-ovc pa ni bil dober. Jezus je bil tudi mesija, PR-ovc je bil pa Svet Peter, pravzaprav, če jaz prav razumem. Nisem. Eden od teh prvih apostolov je začel sirtvati. Peter pa Pavel sta šla nekam, eni drugi so še pa nekam. Vse teh 12 učencev, ni bilo. Sam meni se di, da enemu od njih, da ne bom rekel njemu, pripisujejo največje zasluge. Verjetno, En je pač ta glavni. Mislim, Pavel je najbolj znan, ni? No, ne spomnim se točno pa našega dežurnega dopisnika za vere, čeprav bi mogel prijeti danes. Res je rekel, da pride, kaj? No, oziroma je rekel, da mogoče bo z enimi drugimi popil, tako da to kot tem. Hvala, Vini. Hvala, vemo, kje stojimo. Od zdaj naprej imamo sam brez alkoholne pri nas. Ne hod. Še ne tele, strokovnjake za verstvo se ne more zanesti. Kam gre ta svet? Ni čudno, da je Bargiju spodnesel svet pod nogami in vero vse. Bob ni bil več isti. Ampak v bistvu, što se bil pa samo v tem, da zdaj random ni gledal na svoje zapestje in na to mašino. Ja, ampak je imela nekaj v rok. Imela je nekaj v rok, njegovo uro. Jep. Ja. In zdaj, ko je rekel, pa vprašala, kaj je to, smo že ugotovili. In je rekel, ura. Ja, samo ura. Sam čas kaže. Pa še to na tele mojeli precej slabo. Da v bistvu ni kazala sam čas, Je lune tudi kazala, pa vse skupaj se pravi, ampak pač zelo na tem prostoru zelo neposrečeno. Tako je, pač ni bilo narejen za ta prostor. Pa glede na to, da je bilo 1 uro več, sploh ne. Čisto, vse je bilo narobe. Pa dneve v tednu je pol narobe. Vse narobe. Je pa delala. To pa nikaj reči. Ampak recimo od random zaslon je pa to pa še v iPhone to ni.
Don je pa krajevno težnost, pa vrtilno količino, pa vse ne vem, kaj je zmeril, pa sonce, pa ne vem, kaj. There's an app for that, veš. In prilagodila se je na čas točno v piko na 0. Ja, to pa je res dobro. Tako vsi, ki imajo radi ure, vejo, da je to čist drugačne. Se je ura že točna, ampak. Na roki so malo netočne, ampak se vse en. Ja, fajn imeti, ne. Fora, da je ura, ne. Ni fora, da mer čas. Tako. Ja, ne, veš, kaj zdaj te naše pametne že vejo, ko prideš čez mejo. Ona že ve, ne? Veš, un Rolex kaj, daš za njega 15 urjev, pa ne ve, da si prišel čez mejo. Pa je tu rad, mislim. Se ni fora v tem, ne. Točno to hoče si povedati. Sej tudi jaz vem, da fora ni v tem, sam je pa brez veze, a ne? Lej. Mislim, kaj hočeš povedati. Eni imajo pa radi golf palce, mogoče so bolj ureno, ne vem, ne bom sodil. Ne, res je zanimiv. Vse tudi mene fascinira, ne, da recimo tako random, ne. Kako hudiča vse une zubnike. Recimo. Jaz sem enkrat poslušal to zgodovino ur. To je res trajalo celega fuka enih stoletij. Da so prišli iz zvonika, ne. V bistvu, mislim, najprej sončna, ampak te mehanske, v bistvu pa prvo v zvoniku. Pa se pa ne vem, koliko par 100 let so oni rabili, da so to v ročno uro dali. Oziroma, že una žepna je bila. Žepna. Začeli so žepni, potem pa so dali to na, v bistvu z vojnami so pol dali ko so rabili neki za vojake v fronti. Zmeran se rab za vojake. Niso rabili neki. Zakaj imamo internet? Zaradi vojske, pa Bluetooth, pa ne vem kaj vse živo. Pol telefona je od vojske. Tako. Pa v bistvu, mislim, Mislim, ne od vojske, zaradi vojske. Zaradi vojske, ja. Se mu lažje pobijali. Evo vidiš, lepo pa, ampak to je v bistvu razvit za državen denar, ne? Tehnologije, ki so razvite za državni denar, ki jih pol, ne vem, neki zasebni mal predelajo za zasebno rabo in korporativno rabo, rečemo. Tako je. Ja. Pa ne še kdo reče, kako še vitka država pa to. Je že v redu, Zdaj sem ugotovil, pač eni pač imajo radi to, eni imajo pa radi to. To je tako kot pri urah. Eni imajo radi vitko državo, eni je nimajo. Eni imajo radi ure, eni jih nimajo. Zdaj jebi ga, ne. Tako. Sam da mogoče ene stvari ful bolj vplivajo na velike ljudi, kot ene druge. Tle zna biti mal problem pri teh stvareh, kaj imajo eni ljudje radi, pa eni ne. Tudi dejstvo. Nimaš kaj. Ampak random pa še zmer, čeprav je ura fascinirala, se je že zmer zmrdvala, kaj je res tehnološko zaostala, ker sam češta je, pa še vse to narobe, pa ne, tako da ni prav. Pa še navijati jo je mogel, pa še navijati jo je mogel, ne. Pa še ta udarc, da je dobil za 21. rojstni dan nekaj Danga Žlahteka, ker ni vedel, kako mu je ime in je to pokazal tudi na uri, ker je bilo ugravirano na robe. In datum in ime. In datum in ime je pisal Albertu. Sicer 21. rojstni dan, to je edin, kar je zadev v bistvu. Ne, pa datum bi bil napačen. Ampak Artur je imel rad. A ti pa Štoparca, ali kaj? A ti pa Štoparca za 21. rojstni dan? Ja, jaz pa Štoparca, ki ga ni. Vidim. Mislim, je, nekdo ga ima. Nekdo ga ima? Je v vesolju. Ultimativni štoparski vodnik. Ta lep je bil. Ne, pa v bistvu ni navijal, je štimal. Štimal je bilo avtomatske je bilo točno. Preračunavam je naredil. Tako je. Vsak dan. On je poštimal pač 25 ur na dan. V 4 je eno uro dodal. Je mogel za tega in je... Pol je bilo še nekaj okrog temu, da ni bilo več v garanciji. Mislim, da je že prepotovala veliko. Ne vem, kje bi uveljavljal to garancijo. Tudi ta problem je, da planeta ni bilo. Lahko bi bila še zmeraj v garanciji. Pa pač se ne bi ni planeta. Ne, se je bil na Zemlji, sam v tem paralelnem vesolju, kjer je on zdaj pristal, ali kako se je to zgodilo, ne vemo še čisto dobro, ali smo pa že pozabili. Ne vemo, se mi zdi. Nisem nam razložil še. Je šel, sej je bil tam, pa je pač, planet, ki ni bilo nič, pa je samo ugotovil, brošure so bili iste, releve je bil ta prav, vse je ugotovil, da je to, sam ni to, pa je šel pol naprej in je šel pol potvati, ne, valjda, seveda.
Kar mu je pa nakopal tudi. Tole, kar ima tole deklice, s katerimi se zdaj ne pogovarja. Kaj je upgradeov razred. Dober je upgrade. Pa se pa pejt. The traps of first class. Posledice. In ta posledica je pa vprašala, če to, ta ura kaže dneve, pa tedne, pa lunine namene na zemlji. In je vprašala, če je to tam, kjer sta on in mama in pol. Ja, pol. Je še poslušala, ne? Kaj bi to bilo, ne? Mislim, kaj je ta zvok, ne? Ja. Te še vse tik-takali, ne? Ja, da še tik-takala, ja. In pol avtor razloži, da še reč tik-taka v resnici, ne? Da pač tako dela, kaj, ne? Da to je v bistvu, ne vem, koliko je razložil, ampak ne, to je fora ure. Mislim. In pol je random rekla, videl je, da je še matra, da nekaj ni bilo še v redu. In pol je vprašal, pa kva pa je, ne? In je pol vprašala, ja, čemu je vse to v hardveru? Ne. Mislim, sej po eni strani razumem. Veš, ona je videla vsa čudesa vesolja, po moje, za več kot $30 na dan. Ne? V prostoru in času za naprej in za nazaj, ne vem, koliko triljen hod nazaj poročati, po moje bolj nekaj je, novinarka gre bolj v prihodnost. Ja. Tako da, a veš, Ja. Očitno je ura ni fascinirala. Ja. Ali pač. Ja. Ali vsaj to, da je bila v hardveru, je ni. Ja. No, ampak vsaj mečkanje je zamotil, da ni skozi neki... Mislim, da je nekam bližje sta prišla, ne. Neki se zadirala na anga, pa ne vem kaj, ne. Ja. Malo fascinacije je bilo, ne. Nekam bližje sta prišla, ampak kam bomo pa zvedeli v naslednji epizodi, ker na vrsti je Pečinov obešalnik. Ja. A to sem vam povedal, da je dal montažer v Pečinov obešalnik eno stvar, ki nas druži z velikani filma, kot so Batman, Star Wars, Toy Story, Lord of the Rings, pa še pač neki tam brezveznih filmih, Indiana Jones pa tak. Najdel sem krik, ki je na koncu, ne, sem najdel enega, ki je v vseh teh filmih, ki so ga eni montažeri iz 50-ih najdeli in je ta krik, ki ga boste slišali povsod, in združi to. Poslušal sem podcast 20,000 Hz, se pravi, to je meja, do katerega ljudje slišimo, čeprav mi, ki smo toliko stari, ne slišimo več, verjetno. Smo že tam nekje na 17, če imamo srečo. In govori točno to štorijo, če koga zanima, kako so pač po nesreči en montažer, mislim, za en film, ker nek krokodil nekoga napade, so posneli ta, ne, in pol je prišel to banko montažersko in so ga v 70-ih začeli te režiserji, Coppola pa Spielbergi vsi tega uporabljati. Ampak se ni vedel, ne. Pol je pa nekdo v 90-ih, ki je bil že internet, konc 90-ih napisal popis vseh filmov in zdaj naprej se je pojavila, ne, Peter Jackson je cel fan. Če daš kaj nasega, daš noter. Absolutno. Tarantino ga je imel v Reservoir Dogs, pa sploh ni vedel za to, ker je bilo še to, a veš, Early in the Days, in so mu pol montažeri povedali in pol so še gledali film točno ta film, ki je bil. In pa so rekli, da je rekel Tarantino, da ko bo del, bomo ostali snemanje pa gledali. In so gledali in je bil ful navdušen. V mojem filmu bo tudi. Tako da, no, tako. Okay, tako je. Poslušamo zdaj Pečinov obešalnik. To je to. Dobar, ne? Najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri random spoznava višek švicarske tehnologije. A bila švicarska? Ja. Smo pozabili. Jaz sem tudi pozabil. No, če imate radi švicarske ure ali pa ne, ali pa čokolado. Nam lahko to poveste na Discordu ali pa na družabnih obrežjih. Ali pa ser. No. Se kaj dosti drugega pa nima, ne. Banke. Banke. Pa
Spotala. Dobro, so pod denar. Ja, nekaj je eno. Tako da kartice pa, mislim, lejte, mi še vedno ne upamo, da pridejo, ker vemo, da ena vsaj bo. Da, če pa še zmer ne, bi radi do novega leta še cajt, ker zdaj smo šele 16. oktobra ali kasneje. In zombi še niso tu, tako da le pošljite. Tako, z vami smo bili, Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. Hvala, adio. Čau. Adios.